Ameriške borovnice začnejo zoreti v sredini meseca junija in potem zorenje različnih sort traja vse do začetka septembra oziroma do sredine septembra. Borovnice se močno razlikujejo glede na termine začetka zorenja. Nekatere v sredini junija, potem to so najbolj zgodne, potem imamo bolj srednje pozne, ki začnejo začetek julija. Potem imamo srednje pozne, ki začnejo zoreti v sredini julija in najbolj pozne konec julija oziroma v začetku avgusta. Ameriške borovnice se razlikujejo od ostalih sadnih vrst, kot so na primer jablane, hruške, tudi po tem, da dozorevajo zaporedno. Se pravi, v različnih, ena sorta zori od 3 do 5 tednov, nekatere zorijo samo v 2-3 valih, na primer to je sorta Duke, medtem ko druge obiramo tudi od 5, 7 do 10-krat. Posebno pozne sorte, kot so recimo Aurora, Elliot, zelo počasi zorijo in jih obiramo tudi do 8 tednov. Tole obiranje se zavleče tja do sredine septembra. Ameriška borovnica mora biti dozoreti na grmu. To je predpogoj za njeno visoko kakovost in tudi za njeno obstojnost in tudi za okus. Plod vsake sorte naj bi bil gor v modri barvi, naj bi bil na grmu vsaj 5 dni. Na primer pozne sorte, kot so Elliot in Aurora, pa naj bi bili na grmu vsaj 7 dni, se pravi 1 teden. Od tega, ko zagledamo, da je plod modre barve, potem počakamo 5 dni približno in šele nato oberemo. Borovnice vedno obiramo v hladnem delu dneva, se pravi zgodaj zjutraj ali zvečer, in sicer zato, da imajo poln okus. To pravilo velja za vse jagodičaste sadne vrste in to je tudi nekakšen garant, da bo plodovi potem dalj časa obstojni v hladilniku. Plodove, ko jih oberemo, damo v hladen prostor, in sicer okrog od 5 do 10 stopinj, več ne, in potem je ta njihova obstojnost zelo dolga. Pri ameriških borovnicah 10 dni najmanj, lahko je tudi dalj, to je seveda odvisno tudi od posamezne sorte. Pri teh plodovih ameriških borovnic je v času zorenja lahko nastopi kar nekaj nadlog. Prva so ptiči, ki nam odnesejo plodove, včasih kar dolgo čakamo, da bodo dozoreli, potem pa ugotovimo, da zorenje nikakor ne začne in ugotovimo lahko tudi, da so to ptice, predvsem kosi, ki plodove odnesejo že v obdobju, ko so rdečkasto obarvani. Se pravi, da do modre barve sploh ne pride. Druga velika nadloga v času zorenja je plodova vinska mušica. Prav zaradi tega imamo tukaj v tem našem delu nasada protiinsektno mrežo, se pravi, ves nasad je prekrit s protiinsektno mrežo, ki deluje proti plodovi vinski mušici, proti ptičem in tudi proti toči. Kdo bi mogoče pomislil, da je ta mreža odvzame preveč svetlobe, ampak to ni res. Svetlobe je popolnoma dovolj, posebno za ameriške borovnice, ki so rastline bolj severnih predelov in imajo rade, bi rekla, tako manj izrazito, manj intenzivno osvetlitev. Toplotni šoki borovnice kar prizadenejo, tako da včasih v tem obdobju kar stagnira v rasti in tudi pridelek včasih kar malo počasneje dozoreva, če so temperature previsoke.